V tokratni tehnokameri imamo prvič gosta. Z novim Twingom v Sloveniji izdelanim naj je pripeljal kolega iz redakcije Na kolesih, Boštjan Okorn, ker bomo govorili o avtomobilskih infozabavnih sistemih. Avtomobilskim proizvajalcem smo velikokrat očitali, da avtomobilska elektronika zelo zaostaja recimo za zabavno elektroniko v mobilnih telefonih in povsod. Recimo, ko je že vsak brivnik imel MP3 predvajalnik, je bilo treba v avtomobilu za radio s MP3 predvajalnikom še zmeraj doplačati ali pa čakati na dodatno opremo. Podobno je Bluetooth recimo še zdaj, dodatna oprema, pa ga vemo, da telefonih že kar nekaj let čisto standardna. No, zakaj? Ja, glavni razlog je na eni strani to, da se avtomobil sorazmerno dolgo razvija, se pravi, takrat, ko začnejo razvijati, pač odstavijo ali pa si zamislijo elektroniko, kot je v danem trenutku, potem pa tega sploh ne spreminjajo oziroma temu ne namenijo prav veliko pozornosti. Je pa res, da se v zadnjih letih te stvari vendarle nekako gredo naprej, morda tudi zato, ker je tudi tista elektronika izpred 5 let ali pa 3 let zdaj tako dobra, da že lahko smo zadovoljni z njo, z odzivnostjo in podobno. Tako da dejansko se v sodobnih avtomobilskih modelih že pojavljajo stvari, ki jim lahko očitamo morda to, da niso ravno zadnji krik mode, so pa povsem uporabni in intuitivni. No pa recimo v zadnjem letu sploh smo videli, da praktično vsi avtomobili, ki prihajajo na trg, imajo vgrajen velik zaslon, zelo pogosto tudi na dotik. Kaj je to prineslo avtomobila? Je to lažje upravljanje, več dodatnih funkcionalnosti, mogoče bolj zabavno vožnjo? Predvsem bom rekel zmedo med uporabniki. Na eni strani zato, ker smo bili teh malo večjih zaslonov včasih vajeni pri avtomobilih, ki so imeli polno dodatne opreme, recimo navigacijsko napravo ali kaj podobnega. Zdaj pa zaslon srečamo praktično v vsakem tudi osnovnem avtomobilu in potem na ogromnem zaslonu vidiš samo izpisan, po možnosti v čim manjših črkah, ime radijske postaje, kar je seveda popolnoma zasenči, bom rekel, funkcijo zaslona oziroma njegovo uporabnost ali pa zakaj bi ga lahko uporabljali. Na drugi strani pa so začeli nekateri izdelovalci na ta zaslon tlačiti praktično vse, kar je možno nastaviti v avtomobilu, vključno s stvarmi, kot je recimo klimatska naprava, ki jo res da v osnovi nastavimo samo enkrat, se pravi neko temperaturo, ampak še vedno je to zoprno, če je treba do tja narediti preveč korakov, kajti prej smo te korake pač lepo spuščali in dejansko obrnili gumb na sredinski konzoli. Je pa nekaj treba priznati, ti zasloni pa sedaj popolnoma izničijo, bom rekel, tisto množico gumbov, ki se je pojavila s prihodom elektronike v avtomobil na sredinski konzoli, ko je bilo tudi več kot 20, celo več kot 30 gumbov na tistem majhnem prostoru, seveda večina teh gumbov je bila popolnoma tako da je vse skupaj malo bolj pregledno. Stvar je postala bistveno bolj... Včasih je bilo tako, da smo imeli in ogromno gumbov in še velike zaslone. Tega je zdaj konec. Zdaj dejansko se te stvari šibajo na zaslon. Je pa res, da iz uporabnega vidika se pa zdi najboljša rešitev neka kombinacija na dotik občutljivega zaslona, kjer hitro priješ do nekih informacij, hkrati pa imaš še vedno najbolje, da med sedežema vrtljiv ali pa kakršenkoli pač nek konkreten gumb, s katerim upravljaš stvari, recimo med vožnjo, ker tipkanje po zaslonu med vožnjo je bistveno manj intuitivno in bistveno manj varno, kot pa recimo slepo upravljanje z stikali. No, se to, zaradi tega, ker vsi odsvetujejo kakršnokoli rabo telefona na dotik, po drugi strani pa gremo na vmesnik z dotikom. Ja, in problem dotika je ta, da moraš biti natančen. Se pravi, ti imaš točno določeno točko na zaslonu, lahko je ta točka sicer malce večja, ampak še vedno je neka točka, ki jo moraš najti. Treba je tja gledati. Tako, treba je pogledati, medtem ko z gumbom lahko zavrtiš in če je gumb, recimo, da je še odzivan, da nekako ti da, za 3 nivoje nižje moram premakniti in ko to narediš, hitro pogledaš, sem premaknil in pritisneš gumb in je to to. In je bistveno bolj intuitivno. Jaz mislim, da bi stvar morala iti v to smer. Žal to opažamo predvsem pri dražjih avtomobilih, da imajo te upravljala med sedeži, medtem ko pri teh, ki jih ljudje največkrat kupujejo, je pa ta zaslon dejansko postal alfa in omega vse infozabavne opreme in to se mi ne zdi dobra rešitev, sploh za tiste, ki so malo manj vešči z elektroniko. Tu pa je žal ali pa se reči večina avtomobilistov oziroma voznikov. Kaj pa glasovno upravljanje, ki ne bi bilo načeloma najbolj
varno? Ja, glasovno upravljanje je sicer zdaj prihaja v modo, predstavlja ga praktično vsi proizvajalci, vsaj v boljših in pa dražjih sistemih, ampak problem glasovnega upravljanja je v tem, da slovenskega jezika zagotovo še nekaj let, če ne celo desetletij, ne bomo srečali. No, ampak to sprašujemo že tudi nekaj 10 let po tole, zakaj je tako težko posloveniti tako osnovne stvari, ker recimo vemo, na računalnikih imamo poslovenjeno kompletno pisarno, ogromno aplikacij, veliko večino storitev. Tudi vemo, da je to razmeroma preprosto, imaš odprti vmesnik, narediš slovenski. No, vse to se hoče dodati, težko ni. Ne. Če želiš, absolutno je zadeva rešljiva v nekaj urah, celo pri enostavnih sistemih. Dokazuje recimo tudi BMW, ki ima zelo zapleten sistem, pa je v slovenščini. Se pravi, če želiš, se bo to zgodilo, ampak dejansko tu prihaja očitno do neke, na eni strani morda so krivi malo naši zastopniki, da niso dovolj glasni, na drugi strani so pa naši zastopniki verjetno v, bom rekel, evropskem merilu premajhni, da bi sploh lahko vplivali na politiko matične tovarne. Je pa res, da se v zadnjih letih vendar počasi vztrajno premika zadeva proti poslovenjenju oziroma lokalizaciji. Pa so tudi tukaj recimo kakšne aplikacije pa podobne stvari na teh vmesnikih, ki potem v Sloveniji ne delajo? Trenutno je to predvsem živi promet, tako imenovani živi promet. Težave so lahko tudi s kakšnimi povezanimi stvarmi, čeprav se tudi tukaj stvari izboljšujejo, se pravi, lahko gremo tudi preko tega vmesnika v Sloveniji pogledati, kakšno je vreme naokrog, lahko po Googlu iščemo in podobno, ampak glavna težava trenutno je živi promet, ki ga dejansko nima praktično noben izdelovalec avtomobilov, da bi delal v Sloveniji. Pa recimo končno vprašanje, a se že splača izbirati avto glede na njegov infozabavni vmesnik ali bolj gledati na druge? Jaz mislim, da zaenkrat še ne. In tudi tisti infozabavni vmesniki, ki so zares dobri, so ponovadi zelo dragi in je skoraj da, bom rekel, zelo bogokletno priporočati nakup takšnega vmesnika, če vemo, nekoč sem slišal eno primerjavo, recimo, če bi največji televizor dal v avto, pa najboljšo audio opremo bi prišel ceneje skozi kot s tistim infozabavnim vmesnikom. Bi pa morda poudaril to, da kaže vse skupaj, da bo šlo v smeri tega, da bomo dostopali do vmesnikov preko zunanjih naprav, se pravi, da bomo imeli svoje tablice, svoje telefone, vmesnikov pa samo zagotovi, da zadeva dobro deluje z avtomobilom. In mislim, da je to tista prava pot, ki bo tudi omogočila bolj intuitivno in pa znano uporabo na tiste stvari, ki jih imamo tudi sicer doma.